Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni. V današnji oddaji Moja zgodba bomo predstavili znanstveno monografijo Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi. Napisal jo je dr. Tomaž Ivešič, direktor Študijskega centra za narodno spravo, izdale pa so knjigo v skupnem sodelovanju vse tri Mohorjeve družbe, Celjska, Celovška in Goriška. Knjigo nam boste danes, po posnetku, ki je nastal na predstavitvi knjige aprila letos na Celjski Mohorjevi, predstavila avtor dr. Tomaž Ivešič in pa recenzent, dvakratni doktor Igor Grdina. Pa začnimo kar z vprašanjem avtorju, ki je v začetku pojasnil, kako je sploh prišlo do te knjige in kako, da se je sploh začel zanimati za to tematiko, saj je bil rojen šele leta 1990. Ko sem zaključoval v Mariboru, tam sem se raziskovalno ukvarjal z Milovanom Džilasom in me je moja mentorica, profesorica Jerca Vodušek Starič, poklicala v kabinet in je prižgala cigareto in je rekla: Ivšič, ena tematika je, ko jo nekdo mora obdelati in to nujno mora biti nekdo iz Slovenije. Hrvati pa Srbi so preveč čustveno vpleteni v to zadevo, to mora nekdo narediti in jaz mislim, da bi to lahko vi naredili. In v bistvu tako se je začelo to zanimanje za jugoslovanstvo. Zdaj, moram sem leta 90, kljub temu, pa glede na to, da sem iz nacionalno mešanega zakona, je bilo to nekako vedno prisotno, vedno se je vedel, kdo je kdo po nacionalnosti, tako da tudi v bistvu to jugoslovanstvo, kakorkoli ga pač obračam ali pa pristopam do njega, gre predvsem za vprašanje identitete, s čimer pa mislim, da sem pač zelo povezan. Tudi recenzent, dvakratni doktor Igor Grdina, se je ukvarjal z vprašanjem jugoslovanstva. Na neki način sem se že ukvarjal s tem, namreč mi, ki smo pa vendarle še bili vzgojeni v marksizmu, leninizmu, smo pa vzeli čisto na začetku Kardeljevsko definicijo naroda, ki temelji seveda na Stalinovi, ki je pač klasika. In zdaj tam je dogma, da narodi nastajajo v obdobju kapitalizma. Zdaj seveda ima Jugoslavija problem pri tistem, kar na koncu koncev želi, kakor je Tomaž pokazal, ustvariti enoten jugoslovanski narod. Torej obstaja tudi ustno pričevanje Toneta Partliča, da mu je Josip Vidmar rekel, da je bilo po vojni maršal Tito mu je rekel, da samo še Slovenci opustijo pač poseben jezik, pa potem Hrvati ijekavski, Srbi pa cirilico, zdaj Makedonci bojo pa morali vse žrtvovati. Zdaj, koliko je to pač res dobesedno bilo mišljeno tako, ampak indici so zdaj v tej knjigi, da je to držalo. Sem seveda tvor novega naroda pa pomeni priznanje, da socialistična Jugoslavija je še vedno v kapitalizmu. Torej, tu je težava in tu je odgovor tudi na vprašanje, zakaj se je moralo to odvijati potihoma, in tu je seveda tudi deloma ta sovjetska težava, kjer so imeli pač nekaj podobnega. Jaz se spomnim, da ko sem hodil v šolo, ni bilo govora pri zgodovini o slovenskem narodu, razen pri učiteljicah, ki so to izrecno poudarjale, ali pa o slovenskem ljudstvu. Vse so bila samo ljudstva. Torej, nekako za rep smo vendarle še ujeli neke sledove tega, o čemer ta knjiga govori. In to je zdaj odgovor na vaše vprašanje, zdaj odkot pač tudi moj interes za pač to temo. Kako je sploh prišlo do pojma jugoslovanstvo? Kako se rodi in kako preživi kot kulturni in identitetni projekt? Dr. Tomaž Ivešič. Zdaj v knjigi tisto prvo poglavje, bom rekel, vleče iz petnih žil, se pravi od nekega dilirizma naprej, in potem
je prikaz nekako do druge svetovne vojne, ne, kjer se pravi zaobjemem tako obdobje ilirizma, potem jugoslovanstva, če lahko rečemo od Strossmayerja, pa potem idejo jugoslovanstva pred prvo svetovno vojno, se pravi tudi kdo jim nasprotuje oziroma kako jih razumejo, ne. Naprimer, za Cankarja je, se pravi, kot je splošno znano, to pač kot nek političen projekt, ja, kot nek kulturno-jezikovni, absolutno ne. In to je ena pozicija, ki lahko potem sledimo tudi naprej, po tem obdobju pač tako imenovanega integralnega jugoslovanstva, se pravi, kot bi rekel, državna identiteta, kot tudi nacionalna. Se pravi, v 20 letih je to jugoslovanstvo na nek način, se pravi, inkluzivno, priznava, se pravi, 3 plemena, ne, Slovence, Hrvate pa Srbe in pač jugoslovanski narod in je inkluziven, ker dovoljuje, da si Slovenec in Jugoslovan, ne. Po prevzemu oblasti kralja Aleksandra postane jugoslovanstvo ekskluzivno, si lahko samo Jugoslovan, ne moreš biti nič drugega, ne, tako je tudi v popisu prebivalstva. In pa potem, se pravi, tisto raziskovalno jedro je pa to obdobje nekako druge svetovne vojne naprej, kjer v bistvu prikažem, da je šlo za tak poseben fenomen, ki sem ga poimenoval način mehke nacionalne gradnje, se pravi, da se za razliko od integralnega jugoslovanstva to jugoslovanstvo ne vsiljuje za silo, ampak da se ponuja, ne, na vseh tistih področjih, pri katerih so tako imenovani objektivni kriteriji po definiciji, kot je profesor Grdina rekel, Edvarda Kardelja, se pravi pri kulturi, pri jeziku, pri skupnem spominjanju, etničnosti in tako naprej, a ne. In potem prikažem, da v prvi polovici 60-ih ta ideja jugoslovanstva opuščena v tem nacionalnem smislu kot nek tanilni danec, ampak nastane težava, ker nekaj več kot 200,000 ljudi sebe identificira kot Jugoslovani v nacionalnem smislu in ti ljudje so se pripravljeni boriti za pravice, da bi jim država priznala status nacionalnosti in zato potem partija redefinira jugoslovanstvo kot nekaj, kar ni več pomembna etnična sorodnost južnih Slovanov oziroma slovanstvo kot element sploh ni več pomembno, se pravi postane neka državna identiteta, nekaj, kar je vezano na državo in pa na samoupravni sistem, se pravi, kar ljudi povezuje v jugoslovanstvo je skupni socialistični interes nekam v prihodnost, ne pa nekam v preteklost, ne. Tako v bistvu potem jaz trdim, da v bistvu sobivata dva jugoslovanstva, ne. En je ta državni, en je ta nacionalni. In zdaj tako nekako na dolgi rok, ne, ko država propade tudi ta državna identiteta jugoslovanstva in bi rekel, da iz tega potem pridemo do jugonostalgikov, ne, se pravi iz tega ven. Medtem ko ta nacionalna je pa tudi zanimivo, da pa preživi v Vojvodini, bi rekel, nacionalno najbolj mešanem področju v Jugoslaviji, to pa preprosto zaradi tega, ker tam ni bilo oboroženega nacionalnega konflikta, ne. Namreč, recimo, če se postavimo v Bosno in Hercegovino v času vojne, mogo si se zjasniti po domače povedano, na kateri strani si, zato da je pač vojska, ki je prišla mimo, vedela, kako te naj tretira, ne, in pač biti Jugoslovan je bila nobena opcija, ne. Se pravi, danes imamo situacijo, kjer je v Vojvodini več kot 20,000 posameznikov, ki sebe identificirajo kot Jugoslovani in terjajo od srbske vlade priznanje manjšinskih pravic, medtem ko srbska vlada to konstantno zavrača. Če pogledamo v leto 1945, ko je partija po koncu druge svetovne vojne prevzela oblast, kakšna je bila njena vloga pri uveljavljanju pojma jugoslovanstva? Ali so leta 1945 resnično verjeli, da bomo sčasoma vsi postali Jugoslovani? Mislim, jaz bi rekel, da prvo, kar je treba vzeti v obzir in tudi v knjigi večkrat poudarjeno je, vedno se sledi teoriji, ne. In teorija pravi, da ne moreš preskakovati faz razvoja, ne. Se pravi, nekako govorimo o 3 fazah, se pravi, prva je eliminacija vseh antagonizmov med narodi, kar so verjeli, da so z socialistično revolucijo rešili, ne. Oto tudi ta znana parola, da je nacionalno vprašanje rešeno, ker je bilo enkrat za vse rešeno in to je to, ne. Potem druga faza je ta, da ne bi vsi narodi prišli na isto stopnjo razvoja, kar je razumljeno tako v ekonomskem smislu, političnem, kulturnem in tako naprej. Se pravi, da ne obstaja en narod, ki bi bil hegemon nad drugim. In potem zaključna faza bi bila neko prostovoljno združevanje v neko večjo enoto, ne. In zdaj, se pravi, če se postavimo leto 1945, prva faza je tako rekoč zaključena za partijo,
Začne se druga faza, se pravi spodbujanje razvoja manj razvitih, ampak seveda v njihovi perspektivi je bilo mišljeno, da bo to ne trajalo toliko časa. Ne? V bistvu pa vemo, da vse do razpada to vprašanje ni bilo rešeno, ker ga je bilo nemogoče rešiti, se pravi na dolgi zgodovinski lok, razvoj teritorija, ki je spadal pod Avstro-Ogrsko napram teritorijem, ki so bili pod Osmanskim imperijem, naprimer razkorak bil tako velik, da ne, pač tudi teh nekaj desetletij ni moglo izničiti tega razvoja. Ne? Ampak kljub temu, se pravi, hkrati začenjajo že s tretjo fazo, ki se kaže naprimer v vseh jugoslovanskih institucijah, obnovi se Akademija znanosti in umetnosti jugoslovanska v Zagrebu, hvali se Strossmayerja in tako naprej. Pospešek pa dobi, se pravi, zlatito Stalin sporu. Ker naenkrat je bilo treba ljudem obrazložiti, da Jugoslovani imajo svojo domovino, za katero se je vredno boriti, oziroma ne samo to, treba se je zoperstaviti zdaj prvi domovini delavskega razreda, Sovjetski zvezi, in od 1948 naprej to jugoslovanstvo kot ta projekt mehkega načina nacionalne gradnje dobi zares pospešek. Kakšni pa so bili odzivi v nekdanjih republikah na to vsiljevanje jugoslovanstva od zgoraj? Je bilo to razumljeno kot pritisk, dr. Ivešič? Ja, seveda, po eni strani je to, kar je že profesor Grdina omenil, naprimer, o čemer piše Partrič. Po drugi strani je pa tako, da mislim, da je glavna težava slovenskega zgodovinopisja v tem, ker je do zdaj vedno interpretiralo Kardelja kot nekoga, ki zagovarja nacionalne republike. In se mi zdi, da zelo nazorno pokažem v knjigi, da to za 50 leta absolutno ne drži. In dokler je Kardelj v 50-ih jugoslovansko usmerjen, so ti zoperstavljena ali pa upori ne tako intenzivni, bom rekel. Se pravi, prvi pravi bi bil leta 56 ta Mišičega debata, ker partija ne pritisne do konca. Se pravi, debata se je tekla v tem, ali bi uvedli neki jugoslovanski kriterij v kulturo. Tukaj se partija nazaj potegne, medtem ko naprimer leta 54 pa usili v bistvu novosadski dogovor o srbsko-hrvaškem jeziku. Tako da tu so, bi rekel, neki začetki tega, potem pa bolj proti koncu 50 na teh področjih, naprimer kot je uvajanje slovenskih podnapisov v kinematografe in tako naprej. To seveda v začetku 60-ih pa potem te najbolj znamenite debate Ćosić-Pirjevec. Medtem ko seveda zasledimo to tudi pri Makedoncih, ampak tam je pač situacija drugačna. Namreč zaradi situacije, v kateri je Makedonija bila, je, kot se enkrat Lazar Hrševski izrazil v 50-ih, so bili edini, ki jim je bilo v Jugoslaviji dovoljeno biti nacionalni šovinisti. Zaradi tega, ker je bilo treba zgraditi in obraniti makedonsko nacionalno identiteto napram Bolgarom pa napram Grkom. Tudi tam, ampak večkrat kasneje, še potem v 60-ih, ko se potem vključijo tudi naprimer v ustavno sodišče, slovensko pa makedonsko, ki v drugih 60-ih ta presodba ven, da v bistvu ustava kršena, kar se tiče enakopravnosti jezikov, in potem terja in nalaga, kaj morajo se spremeniti, obrazci na zvezni ravni, glede carin, glede železnic in tako naprej, da bi dejansko ta enakost jezikov bila takšna, kot je v ustavi. Dr. Igor Grdina, kakšna pa je bila pri tem vloga slovenskega jezika v naši kulturi in zgodovini? Večkrat slišimo, da je bila naša osamosvojitev tisočletni narodni sen več generacij. Pa je bila res? Kako smo Slovenci plavali v tem morju nacionalnega od ilirizma naprej? Najprej je treba vedeti, da do leta 1848 ni bilo mogoče ljudem povedati javno, kako mislijo, kako gledajo na stvari. Potem imamo leta 1848 zelo veliko podpisov za zedinjeno Slovenijo. To je profesor Granda odkril primarni vir, kjer jih teh podpisov ni tako zelo malo, kot zgleda na prvi pogled, ker ni vse ohranjeno. Druga stvar je pa, da so ponekod, kar za celo familijo je en sam podpisal, pa ni nujno, da je napravil križec. Torej, potem se uveljavi v zadnjem času legenda, da se so podpisovali zato, ker pač je bilo to proti feudalizmu. Peticija za zedinjeno Slovenijo ni te točke proti feudalizmu. To je čisto res nacionalna zahteva. In potem imamo v 60-ih letih
peticijo državnemu ministru Šmerlingu, kjer se vidi pač ena kontinuiteta in se vidi tudi to, da ne drži, da je tvorba narodov poljubna, da nekdo se pač zmisli, pa potem nekaj agitatorjev spravi skupaj in potem se narod oblikuje. Ne, torej Peter Vodopivec je nekoč rekel, citiral enega nemškega zgodovinarja, da isto identiteto imajo kvečjemu navijači na nogometni tekmi, ne. Torej pa govoril še o identitetnem futru in takšne stvari. Ne, stvari niso tako enostavne, kajti tisti, ki jih delajo tako zelo enostavne, so zagrešili potem tudi, imajo lep delež krivde, da je bil konec več nacionalnih držav ponekod tako krvav, ker pač ni bilo kulture, tiste kulture, ki jo Nemci imenujejo Streitkultur. To se pravi, kultura konstruktivnega prepira, kjer si niso ljudje nasproti zato, da bojo en nad drugim prevladali, ampak da bojo ugotovili, kje lahko stopijo skupaj. En del poti prehodijo lahko skupaj, drugje pa pač tega ne morejo napraviti. In to, kar je Tomaževa knjiga pravzaprav v celoti pokaže, je to, da Jugoslavija je včasih, in to takrat, kadar je Edvard Kardelj potreboval bazo, kajti spomni se na narode takrat, ko je v sporu z Rankovićem, ki je pač patentirani centralist, sej vprašanje, kako je res pri njem, koliko je pri Rankoviću oziroma drugem človeku, kakor pravi kolega Dimitrijevič, to zares, tako koliko mu je bilo pa potem imputirano. Torej, uvod v vse to je pa druga izdaja Speransa, ki je pa čudna. Po vsebini je seveda ta druga izdaja razvoja slovenskega nacionalnega vprašanja veliko bolj ozka kot prva. Medtem ko v prvi izdaji lahko Bogomila Vošnaka hvali, Vladka Mačka tudi hvali. Tisti je kar zanimiva knjiga, prva izdaja. Druga izdaja je bolj simptomatična za premik miselnosti. Ampak torej, tam se govori že o nekem spajanju narodov, nekje tam v uvodu in tako naprej, vendar že samo dejstvo, da je bila knjiga o nacionalnem vprašanju ponatisnjena v kakršnikoli obliki, je bil signal, vprašanje je tukaj. Makedonija je imela pač neke posebne razmere. Posebne razmere so tudi v Bosni in Hercegovini, kajti to pa je republika, kjer bi poleg Vojvodine jugoslovanstvo zelo hitro lahko postalo nek cement ali pa takšna alternativa. Sej še danes je v Vojvodini, Nenad Čanak govori, da bi se Srbija morala preimenovati v Srbijo in Vojvodino, torej tako kot je Bosna in Hercegovina, in da to nič ne pomeni neenotnost in tako naprej, ampak seveda samo torej pestrost. Kakorkoli obračamo, kakorkoli so bili komunisti voluntaristi, čeprav so zatrjevali, da se znanstveno lotevajo tega, onega, tretjega, vse je bilo znanstveno, je bilo treba napraviti kakšen velik zasuk, pa je tudi tisto bilo pač znanost do enega dneva takšna, drug dan je drugačna. Kakorkoli torej obračamo v eni družbi, ki se modernizira. Modernizacija pomeni specializacijo na eni strani, na drugi strani modernizacija vedno pomeni odpiranje vprašanja menedžeriranja. To se pravi nekoga, ki usklajuje različne interese
in to je na najširšem področju pač politika. Če hoče biti kolikor toliko praktična, in jugoslovanska je tudi morala biti takšna po letu 48, da je pač preživela. Vsej od dolgem se pač ne da živeti, ne. Zdaj seveda tukaj se pa vidijo te stvari, ki nas pravzaprav zanimajo, ta vdor neke realne situacije v ideološko sliko, ki nič ne pomaga, kolikor jo preslikuješ, kolikor pač policajev pustiš. Tako kot je bilo treba pri kmetih popustiti, ko je bila tista kmečki upor v Cazinu, pri nas je bil v Bohinju, ne, ker to so morali z vojaki zlomiti, ne, upor. Zdaj, če bi še nastalo v nacionalnem pogledu nekaj podobnega, to seveda ne bi šlo. Ne. In zdaj je pa funkcioniralo nekaj v sporu pod maršalom Titom, da med Kardeljem in Rankovićem je zmagal Kardelj, pa vsa logika socialističnega sistema bila takšna, da bi moral zmagati drugi človek. Dr. Tomaž Ivešič, kaj pa vloga jezika? Je bil jezik tista meja, do katere je jugoslovanstvo prišlo, naprej pa ni moglo več? Ja, zagotovo je jezik pri Slovencih najbolj občutljiva tema, ne. Tako da je v knjigi dosti dobro prikazano, v katerih primerih pač se šlo. No, in tukaj v bistvu se vidi, da naprimer tudi Slovenska partija, potem ko hoče govoriti proti centru, pa ne more takole pač sklicati nekega javnega dogodka, ne, ampak pove to po drugih kanalih, ne, da velikokrat v bistvu se vrača nazaj k Cankarjevi poziciji, ne. Se pravi, v tem jezikovno-kulturnem smislu ne, politično pa seveda pač jugoslovanski okvir najbolj primerna opcija za Slovenijo, ne, in pravica do samoodločbe in drugo zasedanje avtonomije in tako naprej, ne. Tako da jezik sigurno ja, je pa res, da v 60-ih, je neločljivo tudi vprašanje, kdo ima pravico do deljenja, mi bi rekli dobička, takrat se je pa reklo presežka dela, ne. Da tukaj je tudi v bistvu nekako v interesu pač Slovenske partije, da se čim več denarja oziroma kapitala zadrži v Sloveniji, ne, da se ga čim manj razporeja na jug, in bi rekel tukaj podobno, kot se potem na primer pri hrvaški pomladi oziroma Maspokov združijo pač neki, bom rekel, patriotski ali pa nacionalistični pogledi z ekonomsko situacijo. Tudi se mi zdi, da v slovenskem primeru gre to vprašanje jezika in pa relokacije resursov tudi dosta preskupaj. No, če dovolite, mogoče je seveda slovenski jezik ima tradicijo od 16. stoletja knjižno neprekinjeno, ne, medtem ko je drugje pač drugače, ne, torej iliristični koncept je bil mnogo širši, pri nas seveda ni uspel, tudi na Hrvaškem deloma, čeprav je imel središče, ni uspel, kajti vedno so Hrvatje poskušali poimenovati svoj jezik samo hrvaški. Zelo so se trudili, zlasti jezikoslovec Jonke, saj priimek pove, od kod so bili predniki, ne, da so kočevarski, ne. Je zelo, zelo poudaril, pa če pogledate, kako so Hrvatje pisali svojo literarno zgodovino, ne, torej tisti projekt, ki mislim, da je bil zamišljen v 6 knjigah, je obtičal pri 5, ne, potem šele Frangeševa literarna zgodovina je celovita, ampak zanimivo, kdo je založnik, ne, torej tudi Cankarjeva založba, ne, torej slovenska, ne. In če vse to vzamemo skupaj, ne, pa mislim, kje se knjižna hrvaščina loči od knjižne srbščine, ne, to je nedoločnik. Nekega knjižna srbščina baje nima, pa jo tudi najdemo, nedoločnik, ampak da ne govorimo o slovarju, ne, torej seveda so neke strukturne razlike pač globlje, ne. Tu je pravzaprav seveda mogoče bolj zanimivo stališča mobilizacije jezikovnega vprašanja za
dokazovanje obstoja naroda, kajti navsezadnje tukaj se tudi Miroslav Krleža loči od večine partije, ne. Torej, se mu hočejo pomagati, da bi revidiral, da bi umaknil te svoj podpis, pa je rekel, ne, da bi bil pač smešen, ne, in dobro, maršal Tito je to razumel, mogoče kdo drug ni tega tako benevolentno razumel, se je dobival potem še tudi odlikovanja, sam ni bil pa več član centralnega komiteta, kot se je takrat reklo, ne, torej, ja, saj vemo, kako se je govorilo, ne, glejte, ali pa tudi slovenski pravopis, če vzamemo tisti predlog pravil za slovenski pravopis pa kritike, to se bi lahko samo smejali, kaj so hoteli nekateri za primere, ne, torej iz te samoupravne socialistične latovščine, kjer direktor ni bil direktor, ne, torej v tedanji terminologiji bil IPO, ne, torej individualni poslovodni organ. Ne, pa potem, glejte, ne, jezik vam pa tudi pove, mi smo bili vendarle dežela svetov, ne, zvezni izvršni svet, republiški izvršni svet. To malo kdo danes pomisli, da je to isto pomeni kot sovjet, ne, in da ta razkorak med tistim izvirnim bolševiškim modelom in tem samoupravno-socialističnim ni tako zelo velik, oziroma je tudi jasno, zakaj Edvard Kardelj Gilasu, ki hoče označiti spor leta 1948 kot boj, nasprotuje, da to ni bil boj, ampak neko nerazumevanje in tako dalje. Glejte, opazovanje jezika je vedno zelo, zelo pomenljivo in daljnosežno, veliko več vam pove že sama izbira nekega izraza ali pa poimenovanja, to niso nič prav formalistične reči, ne, in ko na tej strani pač opazujemo, takrat, če ste hodili po ambasadah, je bilo tudi zanimivo, ne, v Varšavi je bila jugoslovanska ambasada, imela glavni napis v slovenščini, vsi drugi so bili pa okrog. Tisto je bilo tako zabetonirano, da se preprosto ni dalo odstraniti razen za celotnim zidom, ne. Torej, eden od ambasadorjev je hotel, da to tako ostane, seveda, ne. In zdaj, vprašanje jezika, veste, je pa tudi bilo pri Slovencih, v Šlajtaniji, ki ni imela državnega jezika, je imela samo jezik države, ne, kakor se obračaš na centralno vlado in centralna vlada tebi piše, ampak to pa ni isto kot državni jezik, ne. In tukaj je bila seveda drugačna tradicija kot v Kraljevini Srbije, ker pač imela samo en jezik, ne, pa potem so govorili o našem jeziku, pa o narodnem jeziku. V stari Jugoslaviji, ne, v slovenščini narodni jezik pomenil dva jezika, ne. Medtem ko na Hrvaškem, v Srbiji enega samega, v Bosni in Hercegovini, v Črni gori, tudi pa Makedoniji, sam se mu je reklo pač drugače, ne. Ni bil to njihov, recimo, jezik, ne. In zdaj, če vse to opazujemo, potem vidimo, vendarle, če bi napravili neko jezikoslovno študijo jezikovne politike, bi zelo videli, kako korespondira ta stvarnost z tem, kar je Tomaž ugotovil pač za analizo političnih dokumentov, ne. Seveda je bilo pa, ti politični dokumenti so pa tudi pisani v nekih zakodiranih pomenih, ne morem drugače reči, ne, ker naravnost se ni smelo povedati, ni bilo stavke, je bila prekinitev dela, ni bilo pendrega, je bila vzgojna palica in tako dalje in tako naprej. Danes se nam zdi to smešno, ampak takrat, če berete takratnega Pavliho, je te stvari razgaljal, ne. No, kakorkoli obračam, vse vem, da sem predolg, ampak vendarle tukaj je eno področje raziskovanja, kjer bi se dalo tudi dovolj eksaktno podpreti Tomaževa dognanja.
Na koncu pri vprašanju jugoslovanstva vedno pridemo tudi do usod ljudi, ki so bili na eni strani spodbujani k nacionalnemu mešanju zakonov, preseljevanju na druge konce skupne države in podobno. Predvsem jugoslovanska armada je bila tak talilni lonec in nekaterim je bilo ugodno pridobiti to novo jugoslovansko identiteto in so bili zato sprva nagrajeni. No, po drugi strani pa so bili tudi najbolj tragične osebnosti, saj so po propadu Jugoslavije še posebej veliko izgubili. Ravno to je kontradiktorno na nek način, ne? Se pravi, potem leta 1981, ko je iz prebivalstva, pa je tak zelo velik porast Jugoslovanov, ne? Se pravi, leta 1971 je tam nekaj več kot 230 tisoč, potem leta 1981 jih je pa 1 200 000, ne? In ker enkrat se sprašuje, je to zdaj neka anomalija nastala, ne? Lahko tudi to vidimo kot odgovor napram porastu nacionalizma, napram, da je pač prišlo do Titove smrti leto prej in tako naprej, ne? Ampak pač dejstvo je, da se mnogi sprašujejo, ali je preveč Jugoslovanov v Jugoslaviji, ne? In to je tisti paradoks, ne? In že leta 1971, ko potekajo debate na temo, ali pustiti to jugoslovansko kategorijo v opisu prebivalstva ali ne, kako jo definirati, ne? Če pač sem na kratko orišem, se pravi leta 1953, ko se prvič pojavi, je Jugoslovan neopredeljen, pa potem debata, kaj zdaj to sploh pomeni, ne? Ker ne, tisti, ki se opredeljujejo kot Jugoslovani, takoj povejo, ja, jaz sem se opredelil, ne? Kako sem zdaj lahko neopredeljen v istočasno, ne? In potem leta 1961 se uvede tudi, se pravi, muslimanska etnična kategorija. Takrat jugoslovansko spremenijo v Jugoslovan narodnostno neopredeljen, ne? Da je še večji poudarek, zakaj se gre. In potem 1971 želijo obdržati isto kategorijo kot 1961 in potem pridemo do tega, kar v bistvu v zadnjem raziskovalnem poglavju pišem, ne, da je obstajala neka sicer kontrolirana, ampak je obstajala neka javna sfera. Namreč ti ljudje, ki so se identificirali kot Jugoslovani, začnejo vršiti pritisk preko medijev, prek pisma bralcev, prek tega, da se udeležujejo sestankov, ki jih SZDV organizira sicer z namenom, da pač sporoči, kakšna je linija, ne, ampak nekaj ljudi pač izkoristi priložnost, da povedo, da se s tem ne strinjajo, ne. Na koncu dejansko je pritisk tako velik, da se partija povleče nazaj in spremeni kategorijo v preprosto Jugoslovan. Ampak to rešijo potem na ta način, da ko statistika naredi svoje in sporočijo rezultate, ne, se pravi, nanizajo prvo ostale narode, ne, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Črnogorci in tako naprej, potem potegnejo črta, na shodilo pišejo Jugoslovani. Tisti, ki se v skladu z ustavo niso nacionalno opredelili, in pa druge, se pravi, tukaj je šlo za to, da si na popisu je v bistvu bila prazna črta, popisovalec je moral napisati karkoli si izrekel, bilo je veliko teh regionalnih identitet, ne, mogoče kje druge celo bolj močne kot v Sloveniji, ne, ali kakšna, se pravi, bodi si Istra, ali pa Slavonija, ali pa tudi Dalmacija in tako naprej. No, hkrati je pa še to, ne, da leta 1968 bosanska partija prizna, se pravi, Bošnjake kot, oziroma muslimane takrat kot nacionalno identiteto in leta 1971 tudi oni dobijo to kategorijo in v Bosni poteka zelo velika medijska kampanja, da bi se muslimani identificirali kot muslimani na polovico prebivalstva, ne, in v bistvu se nekateri intelektualci, ki so obreženi v kampanjo, zelo ostro nastopijo proti jugoslovanstvu in potem pišejo, bi rekel, kot cele traktate člankov, ne, po serijah po 10 pa 12 tako naprej, zakaj je jugoslovanstvo slabo. Ne, mislim, za naše perspektive, ko bereš, se ti zdi skoraj smešno, ne. Potem mislim, da na svojega članka, zakaj je jugoslovanstvo proti samim temeljem jugoslovanske države. No, ampak potem pridemo do leta 1981, ko je ta velik porast, ne, oziroma plima Jugoslovanov, kot so to poimenovali. In pač ja, nekateri se sprašujejo, da je to v bistvu, da kaže v bistvu, da je z družbo nekaj narobe, ne, da to ni nek normalen fenomen. In ko hrvaški akademik Dušan Bilačić to pač javno pove v nekem intervjuju, je kot posledico vršen iz centralnega komiteta in takoj napadan v Srbiji, a ne prek časopisov, a ne. Tako potem sledimo lahko še potem do zadnjega nepopolnega popisa prebivalstva do 90 oziroma 91, kjer delež Jugoslovanov pade, krepko pod milijon. Je pa pač zanimivo to, zdaj, če bi čisto kratko povzel, ne. Tisti, ki se identificirajo kot Jugoslovani, so pridobitniki socializma, so tisti, ki so se iz ruralnega preselili v urbana naselja,
oziroma središča. Tam naj po vsej verjetnosti dobili službo, bodi si kot nek uradnik ali pa tako naprej. Večina od njih je tudi članov partije. In zelo pomembno, to se kaže predvsem pri popisu 71 naprej, v več kot 50% gre za ljudi, ki so se selili znotraj republik ali pa iz ene republike v drugo in ki so tam prevzeli neko drugo identiteto. Še vedno so po večini primerov v več kot 30% to izredno mladi ljudje. Zakaj mladi? Zaradi tega, ker do 14. leta je tvoja nacionalnost lahko določil starš pri popisu. V veliki meri, tam, ker je šlo za narodnostno mešane zakone, so pač vse dileme razrešili tako, da so otroke deklarirali kot Jugoslovane. Dr. Tomaž Ivešič, ali ste raziskovali tudi, kako se je fenomen jugoslovanstva vlekel naprej tudi v samostojni Sloveniji? Nekateri se tudi v tretji generaciji prišlekov, kjer imajo vsaj polovico slovenskih prednikov, še vedno opredeljujejo kot mešanica nekdanjih jugoslovanskih narodov. Kar je treba reči prvo je, da jugoslovanstvo v Sloveniji je bilo zelo šibko. Tudi po vseh statistikah prebivalstvo je izredno zanemarljiv delež. Od 53 naprej je največ v Bosni in Hercegovini, pač razumljivo, ker je to bilo nekako zamišljeno ali pa ponujeno za muslimane, ki niso pač imeli svoje kategorije. Potem z popisom 71 se pa to že preseli v zelo velike poraste v Vojvodino, pa naprimer v Slavoniji, pa Boka Kotorska, naprimer zanimivo, kjer v bistvu prihaja do tega, da naprimer Srbi na Hrvaškem, ker se počutijo recimo temu ogrožene, veliko krat se raje deklarirajo za Jugoslovane, pa predvsem tam, kjer je ogromna sekularizacija družbe, tudi vera igra zelo pomembno vlogo tukaj, predvsem pri pravoslavju, bolj kot pa pri naprimer Hrvatih v Bosni in Hercegovini, ki imajo zelo utrjeno in močno identiteto in je ne bojo menjali za jugoslovanstvo. Tako da se pravi v Sloveniji, tako kot jugoslovanstvo, ne pomembno. Naprimer, vem pa naprimer zgodbo iz mojega rojstnega kraja, se pravi na Šmartno ob Paki, kjer je bil en gospod, ki naprimer je bil edini, ki je javno nasprotoval osamosvojitvi. In jaz sem celo življenje bil prepričan, da je gospod po narodnostni Srb, ampak v bistvu je šlo za to, da so ga tako, bi rekel, podeželski ljudje označili kot takega, čeprav on sebe je vedno deklariral kot Jugoslovan, ampak se pravi, nekako je bilo tako nerazumljivo, da pač on sebe čuti ali pa identificira kot Jugoslovan in da pač njegova država razpada in da je zato v bistvu on proti temu. In tudi kasneje v bistvu je bila ena taka zelo zanimiva mešanica nekih, bi rekel, simbolnih dejanj, ki so nekako utrjevali to prepričanje, da je po narodnostni Srb, pa naprimer nošenje dresa Crvene zvezde, naprimer in tako naprej. Do popolnega nekega zasuka, kjer sem v bistvu gledal, da je gospod Hrvat, ki zdaj po Facebooku posta različne fotografije hrvaških generalov in Vukovara in piše domoljubne pesmi in tako naprej. In še en dokaz v bistvu te fluidnosti nacionalnih identitet. To je ena stvar. Zdaj, druga stvar pa je, naprimer, da tega se sicer čisto na kratko dotaknemo, je pa v bistvu vprašanje jugoslovanstva ravno o teh nasledstvenih vojnah ali pa ob razpadu, kjer v bistvu v Bosni in Hercegovini tako rekoč izgine popolnoma. Tudi zadnji popisi prebivalstva kažejo še na samo nekih 500 posameznikov. Kljub temu, da če boste šli v starega boja, vsi rekli, da so Jugoslovani, ampak je to mišljeno bolj v tem jugonostalgičnem, ali pa neka državna identifikacija ali pa za samopravnim sistemom, kot potem res pač čistem nacionalnem smislu. Tako da ena kolegica, ki je pisala na to temo, v bistvu uporablja termin kot neke vrste nevidezno etnično čiščenje, kjer je bilo treba nekako to jugoslovanstvo poradirati iz državnih statistik. Po drugi strani je pa res, naprimer, da se pravi v Sloveniji se pač kot vemo, pač ne vodi, se pravi, nacionalnost še kar nekaj časa, medtem ko v Bosni in Hercegovini so pa v bistvu obdržali ta jugoslovanski princip, se pravi prazne črte, kjer lahko vsak pač napiše karkoli želi, in v znak protesta pa mnogi izberejo tudi kaj drugega. Če se spomnimo po zadnjem popisu, je v Bosni in Hercegovini bilo nekih 24 Eskimov, pa 14 rokerjev, pa 6 marsovcev, pa tako naprej, ker pač popisovali smo letve vedežiti, to kar mu rečeš.
Dejstvo je, da so bili in so Jugoslovani v Sloveniji bolj eksoti kot kaj drugega. No, po drugi strani pa je veliko jugonostalgikov. Zakaj, dr. Igor Grdina? Spomini so vedno lepa stvar, pa kakršnikoli so že, mlajši smo bili, ne. Zdaj, to je en možen odgovor, drugi možen odgovor je pa, če mojega prijatelja in tvojega profesorja Janeza Marolta citiram, gre pa nekako takole, da človek lahko brez hrane živi nekaj tednov, brez vode nekaj dni, brez zraka nekaj minut, brez pameti pa leta in leta. Ker gre, ne? Med tema dvema točkama imamo en cel kup seveda možnosti in seveda je narobe, da bi se kakorkoli, ne, recimo, pritiskalo. Ko smo pa znanstveniki, pa vendarle moramo tudi uporabiti Weberovo teorijo idealnega tipa. Ne, torej, ko opisujemo zlasti stvari v nekih dokumentih, ki so serije, ne, iščemo seveda tipičnost. Ne. In zdaj mi se ustavljamo tule v posameznih 4 ali pa 6 Marsovcev. Bog ve, kakšno izkušnjo so imeli z recimo ljudmi, ki bi morda pripadali, če te izkušnje ne bi bilo. Ne. Ali seveda ta gospod tam iz Šmartna v Paki. To je seveda res, ne, ampak po drugi strani, ne, če pa pogledamo kot tipično situacijo, pa tudi to, kar govorite o jugonostalgiji, to v časopisih veliko beremo o tem. Ja, tudi v strokovnem tisku. Jaz kar predvsem med ljudmi pa še nisem srečal jugonostalgika, to vam pa tudi povem. Ne vem, kako to, da se mu lahko izognem, pa se mu ne poskušam izogniti, nisem ga še videl, no, enostavno. Pa mi trdijo, da jih je ogromno, ne. Gotovo, da so, seveda so, ne, vsi imajo pravico biti eni zasukani nazaj, eni gledajo naprej, eni na eno stran, eni na drugo stran. Se pravim, prostora je seveda dovolj, ampak to, kar je pač razgnalo do zdaj te večino skupnosti, pa seveda to, da se niso znale pogovarjati in sprejeti življenja z različnostmi, oziroma da so hierarhizirale, eno je dobro, drugo je slabo, če so neke identitete. Ne, ne vemo, kako se tisti Marsovec v Bosni in Hercegovini vede, ne, mogoče je vzoren državljan, če je prav je iz drugega planeta, sugerira, ne, ali pa čuti seveda svojo neposredno okolico kot toliko premaknjeno, da je pač on očitno z drugega planeta, ne. Torej, možnosti je tukaj seveda še in to je treba zelo previdno, kajti to so identitetna vprašanja, ne, ki še enkrat niso noben futer, ampak to so resna vprašanja vsakega človeka in seveda človek tudi nima ene identitete, ima svojo nacionalno identiteto, spolno, kulturno, tega je pravzaprav ogromno, ne. Po drugi strani pa ta pojem tudi ni tako zelo zapleten, ne, dokler ga uporablja policija, ne, ker prek identitete potem najdejo storilca, ne. Skratka, v tem smislu je Tomaževa knjiga izjemno dragocena, seveda je še korak naprej, ker je analiza in potem, ko gre skozi to diahrono os, opazuje te spremembe, ki se zdijo včasih mikroskopsko majhne, ampak je od ene do druge stopnice pravzaprav ogromna razdalja, ne. Torej, skratka, gre tudi za sintezo. To bi želel zdaj tudi poudariti pri tej knjigi, da je v vseh temeljnih segmentih najprej opis verodostojen, analiza poglobljena in sinteza jasna.
Prišli smo do konca današnje oddaje Moja zgodba, v kateri smo predstavljali znanstveno monografijo Jugoslovanstvo, medpartijsko ideologijo in narodnimi preporodi. Napisal jo je dr. Tomaž Ivešič, izdale pa so jo v skupnem sodelovanju vse tri Mohorjeve družbe, Celjska, Celovška in Goriška. Knjigo sta nam po posnetku, ki je nastal na predstavitvi knjige aprila letos na Celjski Mohorjevi, predstavila avtor dr. Tomaž Ivešič in pa recenzent, dvakratni doktor Igor Grdina. Oddajo sem pripravil Jože Bartol. Moja zgodba.